Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci Slovenjebistriške lokalne televizije. Prvi mesec v letu doslej ni prinesel nič dobrega, tako na domačih kot tujih tleh. Zagodli pa so jo tudi švicarski bankirji z dvigom svoje denarne valute franka in marsikateremu kreditojemalcu milo rečeno povzročili sive lase. Bolje pa kaže v nekaterih primerih na domačih tleh, kar je še dokaz več, da lahko s pametnim dogovorom veliko dosežemo. Nekaj o tem tudi v informativni oddaji, zato prijazno vabljeni k ogledu. Bistriški župan, dr. Ivan Žagar, se je zahvalil prostovoljcem za njihovo požrtvovalno delo v preteklem letu. Pogovarjali smo se z direktorico Slovenjebistriškega zdravstvenega doma, doktorico Jožefo Lešnik-Hren, o težavah, ki pestijo domačo zdravstveno ustanovo. V policijskem poročilu tudi o velikih krajah, prometnih prekrških in drugih dogodkih. V enem primeru je nepridiprav podjetje oškodoval za 8 tisoč evrov. V športu o tradicionalnem mednarodnem turnirju v judu ter pogovor z Bojanom Fajsem, predsednikom Bistriške športne zveze, o prihajajoči prireditvi Športnik leta. Lokalne novice prinašajo tokrat nekaj zares dobrih sporočil. O čem bo tekla beseda, pa v nadaljevanju. V četrtek 15. januarja je slovenjebistriški župan dr. Ivan Žagar že tradicionalno sprejel predstavnike prostovoljnih gasilskih društev, Rdečega križa in varnosti v cestnem prometu ter se jim zahvalil za požrtvovalno delo pri pomoči ljudem v stiski, zavarovanju njihovega premoženja in zagotavljanju prometne varnosti. Še posebej lansko leto so bili prostovoljci postavljeni pred veliko preizkušnjo v bitki z naravo in izkazalo se je, da njihovo požrtvovalno delo ne pozna meja. Človekoljubne pomoči pa domači prostovoljci niso odrekli niti ljudem, ki so bili potrebni pomoči v republikah nekdanje Jugoslavije, kar dokazuje, da smo Slovenci nadvse solidarni. V zdravstvenem domu Slovenska Bistrica so zagotovili dodatnega medicinskega tehnika, ki ponoči skrbi za to, da vrata zdravstvenega doma ostanejo odklenjena, kadar mora ekipa nujne medicinske pomoči na teren. Tako so se dogovorili na zahtevo županov 4 občin ustanoviteljic Slovenske Bistrice, Oplotnice, Makol in Poljčan. Z novim letom so namreč v bistriškem zdravstvenem domu spremenili način dela v službi nujne medicinske pomoči. Zato so ponoči ob intervencijah vrata zdravstvenega doma ostala zaprta, kar je precej razburilo občane. Z nujno medicinsko pomočjo imamo res težave, odkar pomnim. Pravzaprav vsa leta, kar sem direktorica, se ukvarjam s problemom, da imamo premalo priznanega programa za nujno medicinsko pomoč. Zato je to nujno medicinsko pomoč težko zorganizirati tako, da bi bili zadovoljni tako zaposleni kot naši uporabniki. Mi smo se pred leti odločili, da smo v nujno medicinsko pomoč zaposlili dodatnega tehnika za ponoči, ker smo smatrali, da je teren, ki ga pokrivamo, tako velik, da bi zapiranje zdravstvenega doma v času, ko ekipa odide na teren, lahko povzročilo kar resne komplikacije kakemu pacientu, ki bi tu ostal pred zaprtimi vrati. Izkazalo pa se je seveda z leti, da to sama prerazporeditev tehnikov pravzaprav povzroči težave pa na drugih področjih. Tam, ker smo ga prerazporedili, je bil pa seveda manko in to je bil pa manko zdravstvenih tehnikov soboto in nedeljo in to čez dan, ko se je izkazalo, da gre urgenca na teren, za drugi avto, recimo kako poškodbo prepeljati v bolnišnico, pa ni bilo dovolj kadra zaposlenega. No, zdravniki, ki dežurajo, so me seveda opozarjali na to, da nimamo organizirane nujne medicinske pomoči v skladu s pravilnikom. Zato sem se odločila in s 1. januarjem smo spremenili urnik zaposlenih na reševalni postaji tako, da smo organizirali delo v skladu s pravilnikom. To pomeni, da smo ukinili nočnega zdravstvenega tehnika dodatnega, dodali pa smo jih v soboto in v nedeljo čez dan. Po prvih 15 dnevih se je izkazalo, da je bil zdravstveni dom že 14 ur po noči zaprt, kar seveda ni ugodno za paciente. Zdaj, kakih drugih zelo velikih pritožb sicer še nisem imela
Je pa bil sklican seveda nujni sestanek z župani, z izvajalci, z zdravniki, z izvajalci nujne medicinske pomoči. No in takrat smo se pač na brzino, so župani zahtevali od nas, da tega nočnega tehnika zaposlimo nazaj, dodamo nazaj v ekipo in tako zdaj služba teče tako, da je ta nočni tehnik ponovno prisoten, dodaten zdravstveni tehnik pa je tudi v soboto in nedeljo. Tako smo pravzaprav še dodatno razširili te ure, ki jih imamo za izvajanje nujne medicinske pomoči, ure zdravstvenih tehnikov in seveda zdaj služba teče brez problemov. Edini problem je to, da ta tehnik ni sfinanciran, da je ostalo to pravzaprav na ramenih zdravstvenega doma, ki bi ga naj sfinanciral iz notranjih rezerv, za katere trenutno še nimam izdelanega načrta. Kakšna bi torej po vašem mnenju morala biti dolgoročna rešitev? Dolgoročna rešitev za izvajanje nujne medicinske pomoči v Slovenski Bistrici je zagotovo taka, da je 24 ur na dan priznana ekipa reševalnega vozila z zdravnikom in dodatno še ena ekipa zdravstvenih tehnikov za pokrivanje tistih urgentnih stanj, ki ne zahtevajo prisotnosti zdravnika. Že kar nekaj časa pa se tudi ubadate s pomanjkanjem zdravnikom. Kako je sedaj z zaposlitvijo nove pediatrinje, ki prihaja iz Srbije? S pomanjkanjem zdravnikov se tudi, s pomanjkanjem pediatrov predvsem se srečujemo. V lanskem letu smo intenzivno delali na tem, ampak mi smo zelo birokratska država in smo potrebovali več kakor 6 mesecev, da smo lahko zaposlili zdravnico iz Srbije. Po vseh popraševanjih, iskanju kadra se je izkazalo, da v Sloveniji ni pediatrov na trgu, ki bi se bili pripravljeni, slovenski pediatri, ki bi se bili pripravljeni zaposliti v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica. Tako smo po 6 mesecih podpisali lahko pogodbo, soglasjem ministrstva seveda, z zdravnico, ki prihaja iz Beograda, vendar je dobila od ministrstva za zdravje en taki pogojni dopust, da se lahko zaposli pri nas, torej pri nas mora opraviti, kljub temu, da je opravila specialistični izpit v Beogradu, mora pri nas opraviti še dodatno izobraževanje in to kar 6 mesecev dodatnega izobraževanja so ji naložili. Po opravljenem tem dodatnem izobraževanju mora opraviti pa še preverjanje znanja. To dodatno izobraževanje poteka na Univerzitetnem kliničnem centru Maribor in UKC Ljubljana. Izobraževanje v Mariboru je že opravila, trenutno je zdravnica v Ljubljani, tako da konec marca zaključi to dodatno usposabljanje na pediatrični kliniki v Ljubljani, potem ima pa še preverjanje znanja na Ministrstvu za zdravje. Ko bo vse to opravila, bo dobila licenco in takrat jo bomo lahko mi polno zaposlili in pač se bodo lahko pacienti pri njej opredeljevali in bo delala normalno v zdravstvenem domu. Za naprej pa vendarle kaže nekoliko bolje, saj boste lahko zaposlili tudi domače zdravnike. Ja, tako, zdaj spremljam situacijo, specializantov iz pediatrije in tudi specializantov iz družinske medicine na našem terenu je nekaj, tako da pričakujem, da takole v roku 2, 3, 4 leta, recimo malo tudi odvisno teh porodniških dopustov teh specializantov, se bo izboljšala ta kadrovska situacija na terenu in bomo lahko zaposlili tudi domače ljudi. Moram pa povedati, da bi seveda jih potrebovali že sedaj, ampak upanje vsaj nekako vidi se neki luč na koncu tunela. No. V prvem nadstropju knjižnice Josipa Vošnjaka je na ogled razstava portretnih karikatur bistriškega karikaturista Uroša Čoža. Avtor je na ogled postavil 15 karikatur z različno tematiko. Razstava bo na ogled do 20. februarja.
Policisti Slovenije bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete so policisti zabeležili 16 kaznivih dejanj, od tega 13 tatvin, nasilje v družini, nezakonit lov in eno povzročitev telesne poškodbe. Poljčane. Neznani storilec je iz 2 delovnih strojev iztočil 200 litrov goriva in podjetje oškodoval za 350 evrov. Počivališče Polskava. Neznani storilci so iz parkirnih vozil iztočili 1000 litrov goriva ter 2 tuji podjetji oškodovali za 1200 evrov. Bukovec. Neznani storilec je ukradel 700 metrov bakrenega vodnika in elektropodjetje oškodoval za 8000 evrov. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je iz trgovine z gradbenim materialom odpeljal več PVC cevi, škoda še ni ocenjena. Oplotnica. Iz Vrtne Lope je neznanec odpeljal plinski kuhalnik, plinsko jeklenko in visokotlačni čistilec, škoda je za 300 evrov. Pragersko. Iz kupeja na vlaku, ki je namenjen službenemu osebju, je neznani storilec ukradel sprevodnikovo službeno torbico, škoda je za 150 evrov. Vrhole pri Laporju. Iz počitniške hišice je neznani nepridiprav odnesel televizor in strojček za vakuumsko pakiranje. Z dvorišča pa odpeljal priklopnik in vrtno kosilnico, škoda je za 2000 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 19 prometnih nesreč, podali 4 obdolžilne predloge, izdali 32 plačilnih nalogov in zasegli 1 vozilo. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 3-krat, obravnavali pa so še 1 požar, samomor in delovno nezgodo. Judoklub Impol je v soboto 17. januarja izvedel že 46. tekmovanje za pokal pohorskega bataljona. Na tradicionalnem mednarodnem turnirju je skupaj nastopilo 127 judoistov in judoistk iz Italije in Slovenije. Še posebej množična udeležba je bila v kadetski konkurenci, medtem ko je pri članih nastopilo 40 tekmovalcev. Izmed judoistov Impola se je najbolj izkazal Matjaž Ceraj, ki je zanesljivo slavil v najtežji kategoriji. Drugo mesto v tej kategoriji je osvojil njegov klubski kolega Nejc Kučan. Nastopili ste prvič po težki poškodbi in dosegli pravzaprav lahke 4 zmage, torej kako ste zadovoljni z doseženi, kako ocenjujete posamezne nastope? Pa res je, zdaj sem nastopil prvič po 6 mesecih, v bistvu še ne 6 mesecev, konec meseca bo. Borbe niso bile nekaj težke. En teden prej sem živel na pripravah v Mittersilu, ker sem se boril res z partnerji, ki me čakajo na teh svetovnih pokalih, tako da mi je šlo kar dober. V bistvu nisem se nekaj preveč pretegnil na tej tekmi, ampak glavno je to, da se dobro počutim, da me ni strah za koleno in da pač zaenkrat nimam nobenih bolečin v koleno, kar mi daje veliko upanja za naprej, za naslednje tekme. Torej lahko pričakujemo, da se bo forma stopnjevala. Kakšne so pričakovanja za tekme svetovnega pokala in seveda tudi za vnaprej? Ja, vsekakor je, zdaj že 7. februarja nastopim v Sofiji na prvem svetovnem pokalu. Nekako fizično mislim, da sem dobro pripravljen, definitivno mi še manjka malo borbene kondicije. Se pravim, najbolj pomembno je to, da bom glavo čim prej spravil, da ne bo nekaj straha, pa to zaenkrat ga ni bilo, sicer tekma je čisto nekaj druga. Jaz bom šel tekmo po tekmo, pa čim bolj probo dati vse od sebe, čim bolj se pripraviti, da bi nekje do aprila, do Evropskega prvenstva se res vrnil v tisto staro formo, pa se še petič probo spustiti za boj za medaljo. V kategoriji do 100 kg je bil Dino Prepelič drugi, tretje mesto pa je osvojil Tomaž Topolčnik. Brez prave borbe pravzaprav si nastopil v finalu, ker te je premagal Matic Ovijač. Torej, kako ocenjuješ svoj nastop? No, na blazino sem šel nekako z napačno taktiko. Poskušal sem se čim bolj gibati nazaj in ne dovoliti nasprotniku za njegov napad, ampak nekako ni šlo. Saj mi je svojo levo roko zablokiral, moje pač, da bi ga primal v svoj gard, in ko sem jaz šel na njega, sem se prepognil in sem padal pač tehniko iz kolen za ipon, mislim. Pred vrati so seveda nova tekmovanja, kakšna so pričakovanja, cilji?
No, probal bom, prvo leto sem mladinec, zato bom probal zunaj si nabrati nekaj izkušenj na evropskih pokalih, mogoče kakšno borbo 2-3 zmagati, po slovenskih tekmah pa čim več nastopati. Tretje mesto je za Judo klub Impol priboril tudi Božo Skela v kategoriji do 81 kg. Slovenska Bistrica bo v soboto 31. januarja tudi uradno razglasila najboljše v športu za leto 2014. Vsekakor bosta v ospredju torej športnik in športnica leta. Vsekakor pa bodo organizatorji podelili priznanja tudi kolektivu leta, ekipi leta, mladim upom, obetavnim športnikom in športnim delavcem. Torej obeta se nam zanimiva športna prireditev. Vsekakor pa več o tej prireditvi tudi v pogovoru s predsednikom Športne zveze občine Slovenska Bistrica Bojanom Fajsom. Še nekaj dni nas torej loči in v Slovenski Bistrici bomo razglasili tiste najboljše v športu za leto 2014 in vsekakor v Športni zvezi in organizatorji, ki bodo pripravili športno prireditev Športnik leta občine Slovenska Bistrica, trdo delajo in odpravljajo tiste pomanjkljivosti, ki še čakajo pred tem velikim dogodkom. Bojan, kako izgleda sedaj to nekaj dni pred začetkom? Ja, je kar zanimivo. Mislim, da se dogodki bližajo z hitrostjo, da se pripravljamo tudi tako in da v večjem delu so stvari že urejene tako, kot morajo biti. Tako da bo v soboto 31.1. v telovadnici druge osnovne šole Slovenska Bistrica zelo zanimivo. Predstavljali se bojo športniki, športnice in vse kategorije teh naših bistriških športnikov in športnic in seveda verjamemo, da bo prireditev zelo zanimiva, saj jo bojo popestrili tudi glasbeni gostje. To bomo kasneje še malo več o tem povedali. Poglej, verjetno 5. leto si že sedaj predsednik Športne zveze, torej zakorakal si v tisto 5. leto, če se kar takole dopolnim in nekako bi te vprašal, kako si ti v teh 4 dosedanjih izvedbah športnika leta kot predsednik Športne zveze videl to prireditev? No, moram reči, da je prireditev zanimiva, da imamo dobro ekipo, ki pripravlja to zadevo, seveda skupaj z vso organizacijo tednika Panorama in da bo zadeva tudi v letošnjem letu v skladu s tem zanimiva, dobra in seveda tako, kot mora biti, ker ekipa je pripravljena, športnice in športniki pa tudi. Midva smo začela torej pri tistem koncu, ko se nekako rezultati vsi seštejejo in poravnajo in določimo najboljše, vendar če se ozremo najprej mora svoje delo opraviti vsekakor športniki na športnem področju, da doseže tiste rezultate, da pride v nominacijo in vsekakor tudi v komisiji Športne zveze nekako prej odločate, naredite ozek krog športnikov, ki pridejo v ta krog za športnika leta in vsekakor potem tudi predsedstvo odloči. Kako se skupaj poteka? Vse osnova je delo na terenu oziroma delo na igriščih, delo na tekmovalnih stezah in seveda brez tega ni uspeha. To se pravi, če so tam uspehi, smo seveda tudi izjemno veseli in komisija ima seveda potem težavno delo, da izmed dobrih izbere tisto, kar misli, da je najboljše. Tudi v letošnjem letu smo imeli, oziroma v lanskem letu 2014 smo imeli zelo dobre rezultate v različnih športih, kar nas seveda veseli in komisija je kar z težavo se odločala in na koncu seveda sprejela čisto pravo odločitev in izbrala najboljše v občini Slovenska Bistrica za leto 2014. V tem novem tisočletju je kar nekaj tistih športnih imen, ki so postali športnik in športnica leta. Prav v tistih začetnih letih, torej leta 2000 in 2001 nismo imeli športnice leta, na to pa v naslednjih letih so nekako tudi športnice bile tisti sestavni del razglasitve športnih leta. Ja, zelo nas veseli, da je tudi število športnic narašča, predvsem v atletiki, twirlingu in seveda drugih športih, keglanju, naprimer, ker so uspehi vedno večji, vedno večje število mladih se udejstvuje in seveda kot športnice dosegajo tudi zelo dobre rezultate. To smo veseli, to tudi hkrati v Športni zvezi dejansko poskušamo obdržati na nivoju, tako v okviru, da poiščemo ustrezne ali pa pomagamo poiskati ustrezne sponzorje in seveda pomagati v razvoju in pa seveda v delu klubov na posameznih športnih panogah. Nekateri športniki so nekako pisali zgodovino bistriškega športa, če kar dodam tudi tole, da je sedaj 6-krat to slavo požel Miroslav Vodovnik in v letih 82 do 89 Filip Leščak, torej ona dva sta tista, ki sta 6-krat osvojila naslov športnika občine Slovenska Bistrica, približuje se tudi Matjaž Ceraj in ogroža na 3. mesto Peter Vučino. Kaj pove tale podatek?
pove, da so posamezni športi v občini zacementirani, da imajo tradicijo in da se na tej tradiciji tudi uspešno dela naprej. Tako da se ob teh starih junakih športnih, če bi tako rekel, vzgaja novi rod, ki prav tako dosega uspehe in seveda ponaša ime občine Slovenska Bistrica tako po Sloveniji kot drugod zunaj. Imate pa v Slovenski Bistrici tudi tole značilnost, da nekako nagradite tudi tiste najobetavnejše športnike in torej tudi mlade upe, kar je seveda velika spodbuda za tiste, ki se v mladih letih podajajo na športne poligone. Dober športnik se mora vzgajati postopoma, počasi in seveda od mladih nog naprej. Naša trditev ali pa naša zamisel v Športni zvezi je, da izberemo res tiste ta boljše, ampak da do teh pridemo je potrebno, da imamo mlade upe, da imamo perspektivne športnike. Široko paleto športnikov v različnih športnih dejavnostih oziroma panogah, ki na koncu koncev prinesejo potem en rezultat, to pa je športnik in športnica leta v Slovenski Bistrici. Vprašal bi te tudi tole, v Slovenski Bistrici nekako določeno, da pravzaprav je lahko športnik leta samo tisti, ki nastopa za klub iz Slovenske Bistrice na mednarodnem merilu in domačem merilu in tako dalje. Nekateri pa imajo, da so lahko športniki leta tudi tisti športniki, ki so domačini pa nastopajo za druge klube. Ste morda v Športni zvezi razmišljali, da bi ta pravilnik tudi spremenili, ali je ta, ki je ustoličen v Slovenski Bistrici, pravšnji? Zaenkrat ne razmišljamo o spremembah, moram pa poudariti, da tekmovalci, ki prihajajo iz Slovenske Bistrice in tekmujejo v drugih klubih širom Slovenije, dobijo vsako leto posebna priznanja v Športne zveze občine Slovenska Bistrica. Dejstvo pa je, da želimo, da čim več športnikov ostane tukaj v Slovenski Bistrici in seveda na ta način tudi promovira občino. Rečemo še torej o sami prireditvi, ki nas čaka. Gledalci, tisti privrženci športa vedno radi pridejo in tudi vidijo, kdo so tisti nosilci priznanj za iztekajoče se leto, za leto, ki je izteklo. Računaš tudi, da bo obiskana tale prireditev 31. januarja v drugi osnovni šoli tudi letos? Verjamem, ker to je bilo vsako leto, prireditev je bila polno zasedena. Moram reči, da v telovadnici druge osnovne šole bo sprostitev ta prava, tako športna kot kulturna, saj na koncu koncev v kulturnem sporedu sodelujejo samo Bistričani in Bistričanke, tako iz druge osnovne šole, ki je domačinka te prireditve, glasbene šole Slovenska Bistrica in pa seveda srednje šole Slovenska Bistrica. Tako da se bojo tudi predstavili talenti na področju kulture, ne samo na področju športa. In to nas veseli. Hkrati pa verjamem, da ob športnikah in športnicah bojo tudi prišli posebni gosti, najverjetneje tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije in še ostali, in verjamem, da bo prireditev takšna, kot mora biti. Hkrati bi se zahvalil tudi medijem, ki spremljajo to prireditev, drugi osnovni šoli Slovenska Bistrica kot gostitelji te prireditve, Zavodu za šport, občini Slovenska Bistrica in vsem sponzorjem, tako Pošti Slovenije kot Zavarovalnici Maribor, da na nek način poskušajo in vedo, da je s tem, ko promovirajo bistriški šport, sponzorirajo ta šport, tudi sami sebe na nek način sponzorirajo. Zato vas, spoštovane gledalke in gledalci kabelske televizije Slovenska Bistrica, občanke in občane občine Slovenska Bistrica in bližnje okolice, vabim, da si 31.1.2015 v telovadnici druge osnovne šole v Slovenski Bistrici ogledate prireditev, pridete na to prireditev in seveda z aplavzom nagradite naše športnike, športnice in vse nagrajence za leto 2014 na področju športa. Spoštovani, informativni del oddaje se je iztekel, ljubitelje glasbe pa vabimo, da si v nadaljevanju ogledajo še posnetek božično-novoletnega koncerta v izvedbi Slovenjebistriške srednje šole. Pred male zaslone pa vas vabimo tudi naslednji teden ob istem času. Pa srečno!